Tako, spoštovana Tudix publika, nadaljujemo z serijo naših intervjujev in z nami je kandidat gospod Andrej Čuš. Tako da začnemo kot vedno, predstavite se, pol pa gremo na konkretno vprašanje. Spoštovana Tudix publika, lep pozdrav z moje strani. Verjetno me že vsi poznate, ampak vseeno nekaj kratkega. Sem Andrej Čuš, star 32 let, trenutno živim v Budini. Tako da bil sem zdaj kot zadnje državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Trenutno, lahko rečem, samostojni podjetnik, kjer se ukvarjam predvsem s svetovanjem na področju kadrovskega menedžmenta, pa seveda tudi prijav na razpise. Tako da bom rekel, po tej intenzivni izkušnji, ki je bila leto pa pol, sem rekel, da malo si še vzamem čas zase, končujem doktorat iz analize ukrepov, kako zadržijo podeželske občine v Sloveniji mlade v svojih sredinah, ne da grejo vsi v Ljubljano ali pa še hujše s trebuhom za kruhom kam drugam. Tako da to so neke moje prioritete in tudi seveda tukaj mislim, da sem dober. Kandidiram za župana drugič. Mislim, da smo se v tem obdobju, kar sem v politiki 12 let, z nekaj mestnimi pavzami dobro spoznali, dosti skupaj naredili in zakaj še ne bi več. V čem je razlika med Čuš in mi ter mi in Čuš? Ja, ker človek malo bolj dozori, bom rekel, pa ko vidi, da ni vse samo v enem človeku, ne. Tista izkušnja 4 leta nazaj je bolj gradila na meni kot kandidatu. Zdaj pa moram reči, da v teh 4 letih sem res ponosen na mojo ekipo, ne samo svetnike, tudi druge, ki so se izpostavili in delali. In sem spoznal, da imam fenomenalno ekipo in s katero rastemo skupaj. Prepričan sem, da bomo rasli še naprej. Tudi na plakatih ni več samo Čuša, ne. Smo naredili res lepo sliko, tako da zdaj predvsem poudarjam, da imamo res fenomenalno listo, ekipo kandidatov in da smo še močnejši kot takrat. Kot eno izmed osrednjih točk svojega programa poudarjate, da je treba Ptuj pomladiti in da stari fosili iz mestnega sveta, to je moja beseda, morajo ven. Zakaj morajo ven in kako naj gredo ven? Ja, jaz mislim, da kar nekaj list na teh volitvah bo, ki so se odločile menjati malo svoje ekipe. Po drugi strani pa smo tudi ene, ki smo že 4 leta nazaj imeli kar veliko željo kaj narediti, pa spremeniti mogoče čez noč. Ampak bom rekel, od teh veteranov smo slišali samo, da to se ne da, da to ni možno, da moramo počakati, da naj nehamo mi sanjariti, kaj bomo čez noč delali, pa neke revolucije, pa ne vem kaj vse, ne. In ko bom rekel, večina mestnega sveta razmišlja tako samozadostno, pa da jim je važno samo, da imajo svoj hof porihtan, pa cesto do svojega hofa, ne, pač začnemo zgubljati stvari, ki bi jih lahko pridobili drugje, ne. In mi vedno iščemo povsod probleme, ne pa rešitev, ne. Tako da jaz mislim, da naša lista zagotovo ena izmed prvih, ki si prizadeva to, mi tudi želimo uveljaviti načelno mnenje KPK komisije, ne, ki pravi, da pač mestni svetnik ne more biti direktor zavoda, čigar večinski ustanovitelj je Mestna občina Ptuj, ker to je konflikt interesov, nespodobno to. In če bomo že tu naredili nekaj premike naprej, se bo začelo še kje druge premikati. Kaj je po vašem mnenju vzrok, da smo po teh najbolj pomembnih statistikah na samem repu kot mesto bi dejansko v neki državi severno od nas bili svetovno znana destinacija, zdaj pa smo neka v narekovajih sramota in ono kao, ovi so itak povsod na začelju. Kaj je vzrok temu in kako to rešiti? Jaz ne bi rekel, da smo sramota, je pa mogoče kaj sramotno. Še vedno imamo izjemno sposobne ljudi, mislim, da vedno, ko treba, stopimo skupaj. Pa imamo tudi, bom rekel, to, kar nam cel svet lahko zavida, ne. Torej imamo, bom rekel, muzej na prostem, na kar smo premalo ponosni in se tudi premalo pohvaljamo. Po drugi strani pa tudi, poglejte, pogovarjamo, kar spremljam lokalno politiko, 12 let se pogovarjamo o arheologiji, o parkirni hiši v mestu, pogovarjamo se o vodovodu, ne, ampak 12 let se ni nič naredilo, pogovarjamo se o obvoznici. Tako da meni je to vse skupaj malo čudno, da problemi ostajajo iste, ljudje se menjajo, ne, pa še vedno vse isto. Tako da mi si želimo, da se tu naredijo neke spremembe, koraki naprej,
če pa misli naprej še vse to tako ostati, pa tudi, bom rekel, vedno manj ljudi vidi smisel, da se sploh izpostavljajo. Meni se tako zdi eno opazovanje, sicer nam celo pada tudi številka prebivalstva Ptuja, ampak pozorni moramo biti tudi na to. Denimo, da nam je število prebivalstva padlo, zdaj rečem, simbolično za ta vris, za 1000 enot, ampak de facto nam je po moje se odselilo 3000 ljudi in se jih še 2000 priselilo, ki Ptuja ne čutijo kot svoje mesto. Kako vrniti nazaj tisto ptujskost, da bo res študent, ko bo šel v Ljubljano študirati, vsak vikend želel na Ptuj in bo tudi videl neko svojo karierno perspektivo doma, ne pa da tam služi neki tuji firmi, pa na koncu zgubi identiteto in dušo. Sam glih nočem dosti zgodovine pogrevati, ne, ampak imamo pa pač dejstvo, da do zdaj noben župan na Ptuju se ni lotil prostorskega načrtovanja, tako kot bi se mogel. Zato smo zamudili nešteto priložnosti za ekonomski, bom rekel, infrastrukturni, pa tudi ekološki razvoj mestne občine Ptuj. Namesto da bi postavljali kakšne, bom rekel, nisem zdaj glih pristaš tovarn, ki bodo onesnaževali, ampak podpiram investicije, ki prinašajo nova delovna mesta, zato seveda moramo tudi nameniti nekaj zemlje, se razume, ne. Po drugi strani pa imamo tudi kar nekaj, bom rekel, površin, ki pa bi lahko bile gradbene, pa niso, ne. Tako da imamo tudi kar nekaj podeželskega dela Ptuja, ki ga treba obdelovati začeti, posebej vezano na samooskrbo, ne. Tako da jaz bom rekel, rabimo nove kapacitete za ljudi, da bojo sploh živeli, da bo na Ptuju se dalo živeti. Meni je največja tragedija danes, ko moji vsi sovrstniki v bistvu zdaj živijo na Hajdini ali pa v Kidričevem, ne. Tudi v Bistricih je dosti, namesto da bi živeli na Ptuju s svojimi družinami, ne. In to pač pol pomeni, da pada tudi vse drugo, ne. Druge občine pa rastejo gor, tako da jaz pravim stanovanja, res je tudi mogoče neprofitna, ampak rabimo predvsem stanovanja vseh vrst in vseh vrst gradenj. Mi rabimo hiše, Ptuj se mora začeti razvijati ob, bom rekel, na desnem bregu reke Drave, ne. Breg Turnišče, Budina, Spuhla, vse to so še, bom rekel, panorama tudi neka območja, kjer bi se dalo marsikaj več narediti, ne. In dokler bo na Ptuju taka kupna moč, po drugi strani pa tako povpraševanje, ki je za par 10 000 evrov večje kot v sosednjih občinah, bomo pač v tej situaciji, da bo nas vedno manj, ne. Se vam zdi, da Ptuj postaja vse bolj samo neko spalno naselje? Ja, tako bom rekel, ko sem se pripeljal na ta pogovor danes, parkirati niti že nisem mogel, ne. Pa še bom rekel, vse posod, nikjer ni nikogar, ne. Jaz mislim, da bi morali tudi to, ko imamo fond stanovanj v mestu, ki so zdaj prazna, pa so v res katastrofalnem stanju, čim prej ponuditi na trg, da to nekdo, ok, bo poceni kup, ampak bo mogel dosti investirati, da se to zrihta, ne. In da si uredijo stanovanja, tudi te nove gradnje, ki so v mansardah in podobno. Tako da jaz mislim, da v mestu imamo še ogromno potencialov za nova stanovanja, moramo pa tudi imeti parking, ne, tega zdaj nimamo. In ko bojo v mestu spet ljudje, mlade družine, ko bo tudi šli ven na sprehod, mislim, da bo tudi na ulici precej lepše, ne. Imamo tudi kar nekaj pestro festivalsko dogajanje, vse skozi se nekaj dogaja in jaz mislim, da z nekim skupnim naporom, pa večjo promocijo tudi Zavoda za turizem, ne, ki pač tega, bom rekel, zaenkrat bi lahko še boljše opravljal, ne, bi se dalo kaj narediti. Zdaj na ta konkretno vprašanje, ker mi tu na Ptujliksu nismo neki bluzatorji in znamo vprašati, tako mora biti, v katerih primerih bi moral župan, ki je na Ptuju, enostavno po mizi vdariti pa reči, tak ne bo šlo in tak bo šlo, da bi konkretno z neko, imenujemo jo tako, pa to ne pomeni tiranije, s trdo roko par zadev spremenil, ki so desetletja dejansko cokla razvoja. Ja, to bomo naredili samo tako, da gremo na teren, pa ne zdaj, ko je kakšna otvoritev, pa fotoshooting, ne, ampak da gremo na teren, da gremo k ljudem domov, tistim, za kere vemo, da imajo pripombe, da jih kaj moti, da pride poleg predsednik četrtne skupnosti, da pride poleg še kdo, se vsedemo in rečemo tako zdaj, ne, gospe in gospodje, zdaj pa se bomo zaklenili, dokler se ne zmenimo, ne gremo ven, ne, pa če to traja 2 dni. Tako da, to, kar se tega tiče, ne, jaz sem tudi rekel,
malo provokativno, ampak isto pravim, ne, če jaz, ko bom župan 4 letih arheologije ne rešim, mene na plakati Min Čuš ne te videli. Ne. Zato bomo kandidata Čuša slikali zraven Mitreja za predstavitev sliko, ker smo si zapomnili to izjavo. V glavnem, je Andrej Čuš politik, ki zvečer, ko gre spat, pa da nimo da je v taki situaciji, razmišlja, preden zaspi, kaj bi naredil drugače, da bi našemu mestu šlo boljše? Tak? Ali ob 3 popoldne izklopi Ptuj, ali živi s to mislijo na Ptuj? Jaz sem se vedno rad vrnil na Ptuj, tudi ko sem bil državni sekretar, bom rekel, ok, sem enkrat na 2 tedna prespal v Ljubljani, ker enostavno ni šlo več, ne, ampak vedno sem se rad vračal na Ptuj in tu tudi vidim svojo prihodnost, kar se pa tiče Ptuja, pa kaj si mislim, vsak dan grem nekam, ne, tako jaz kar družabno živim in poznam, si upam reči, kar dosti tudi skritih kotičkov Ptuja, ne nazadnje tudi kampanje že bilo kar nekaj, prehodov sem tudi Ptuj, tako da ne vem, če gremo v Pacinje, če gremo na Mariborsko, če gremo kam drugam, vse posod poznam koga, ki me pozna, ki se rad pogovarja z mano, me tudi kaj vpraša, tako da jaz bom rekel, da ta odnos Andrej Čuš Ptuj pa vice versa ne, je vedno aktualen in se dosti o tem pogovarjam. Ljudje pa tudi vejo, da prisluhnem, pa da sem mogoče malo bolj preprost človek, ne, pa tudi direkten in včasih je to v redu, včasih pa mogoče tudi ne. Zdaj si se nehal na Facebooku obnašati, da si odgovarjal tako včasih malo nespametno. Tako da Čuš je dozorel, to sem jaz opazil. Bom rekel, da vsak rabi malo nek čas za samorefleksijo, ne, in ko ti imaš prvo v politiki čustva, pol veš, da si slab politik, ne, in mene to tudi še danes na Ptuju jezi, ko dosti ljudi vse jemlje osebno, ne, in napadajo, pa vse počutijo napadene, ne, jaz sem rekel, jaz kandidiram za župana, pa ne kandidiram proti nikomur. Jaz nikoga ne šimfam, probam biti korekten, je pa res, da plakatov pa so nam začeli dosti že trgati, ampak dali smo en taki poziv za strpno pa korektno kampanjo in mi bomo se tega maksimalno držali. Še zadnje vprašanje in minuta časa za odgovor. Kaj je Andreju Čušu na Ptuju najlepše in kakšno ima vizijo, da Ptuj nariše na zemljevid sveta? Najlepše mi je, ko pridem, ko se peljem čez most, pa gledam grad in vso to se spomniš, koliko zgodovinskih dogodkov se tu že zgodilo, naši predniki, kaj so vse tu že počeli in da smo včasih bili, ne, bom rekel, bolj pomembni kot London, ne. Danes pa žal izgubljamo na teh primerjavah že z Slovensko Bistrico, Šeskom, ne. Tako da jaz mislim, da mora vsa ta mlada generacija, seveda ob upoštevanju vseh deležnikov na Ptuju, stopiti skupaj in začeti delati za nova delovna mesta, za nova stanovanja. Vodo se moramo vprašati, kako pijemo, kanalizacije še tudi ni povsod. Tako da, ko bomo te osnove porihtali, pol jaz sem prepričan, da lahko gremo tudi naprej. Ok, hvala in veliko sreče na volitvah. Hvala lepa.